Sondiranje je spolna praksa, kjer v sečnico vstaviš dilator oziroma čep za penis. Sondiranje spada med zahtevnejše BDSM prakse, ker rabiš veliko znanja, da to prakticiraš varno. Prvo vprašanje, ki ga ima večina ljudi, potem ko zvejo, da to obstaja, je: zakaj bi to sploh kdo delal? Da vam odgovorim na to vprašanje, sem se o tem pozanimala pri moških, ki so to že poskusili. Prebrala vam bom odgovore 3 moških, ki so bili pripravljeni deliti svojo izkušnjo. Prvi moški pravi: pri sondiranju mi je najbolj všeč intimnost tega početja. Predvsem pa uživam v izrazu moje nadrejene, ko to počne. Drugi moški: meni je sondiranje všeč iz psihološkega vidika. Rad se prepustim partnerki in všeč mi je, ker tako zamenjava vlogi. Namesto da jaz penetriram njo, ona penetrira mene. Sama senzacija tega, da imam v penisu čep, pa zame ni tako zelo intenzivna. In pa tretji moški: obožujem občutek čepka v sečnici. Zdi se mi, kot da nekaj brenči globoko v meni. Najbolj pa uživam takrat, ko čep zadane prostato. Na tak način lahko doživim tudi orgazem brez ejakulacije. Za tiste, ki ste mogoče že majčkeno pozabili anatomijo, sečnica teče skozi prostato in zato jo čepek lahko, če je dovolj dolg, zadane in stimulira. Torej, sondiranje sečnice je lahko zelo erotična praksa, če to počneš na ustrezen način. Če pa to počneš brez ustreznega znanja in pripomočkov, pa lahko pristaneš tudi na urgenci. Tako kot pri vseh BDSM praksah, se moraš zavedati tveganj, ki obstajajo. Samo tako, da se zavedaš tveganj, lahko poskrbiš za to, da jih kar se da zmanjšaš oziroma eliminiraš. Najbolj pomembna stvar, na katero moraš biti pozoren, ko uporabljaš čepke za penis, je higiena. Sečnica je zelo občutljiva in zato hitro lahko pride do vnetja. Dilator moraš zato pred uporabo nujno sterilizirati, to pa narediš tako, da ga prekuhaš v vodi. Ko je enkrat steriliziran, pa seveda pazi, da ga potem ne odložiš na kakšno površino, ki ni sterilna. Roke in penis pred sondiranjem res dobro očist z milom in vodo. Še posebej pozorno pa očisti glavico penisa in pa okrog vhoda v sečnico. Druga, najbolj pomembna stvar je pa lubrikant. Lubrikant poskrbi za to, da sondiranje poteka gladko in prepreči mikropoškodbe v sečnici. Če se tega lotiš pravilno, bo dilator sam, brez večje pomoči, zdrsnil v sečnico. Priporočam, da uporabljaš medicinski lubrikant in ko ga uporabljaš, ga vedno uporabljaj s čistimi rokami, da preprečiš kontaminacijo znotraj tube. Kako začeti? Najprej sedej v nek udoben položaj. Dilator uporabljaj, ko penis ni vzburjen, ker ko je penis vzburjen, je sečnica zožena, kar pa oteži ali pa celo onemogoči dilacijo. Dilator daj noter počasi in z občutkom in mu pusti, da sam zleze not. Nikoli ga ne potiskaj na silo. Če se ustavi, ga daj ven, pa poskus še enkrat pod drugim kotom in z več lubrikanta ali pa vzem ožji čepek. Ko končaš, dilator počasi odstrani sečnice in po potrebi ob odstranjevanju dodaj lubrikant, da preprečiš nelagodje ob odstranitvi. Ko zaključiš, je pomembno, da greš lulat, ker s tem iz sečnice odstraniš ostanke lubrikanta in pa morebitne bakterije, ki so zašle tja. Ko izbiraš dilator, moraš biti pozoren na 3 stvari. Na material, velikost in obliko. Prva stvar, ki jo moraš upoštevati ob nakupu, je material. Obstajajo silikonski, kovinski in plastični dilatorji. Ko kupuješ svoj prvi dilator, ti priporočam, da izbereš silikonskega, ker je mehek in se lahko prilagodi tvoji anatomiji. Ker se lažje prilagodi, je zaradi tega manj možnosti, da bo prišlo do kakšne poškodbe. Sčasoma, ko imaš pa malo več izkušenj, pa lahko poskusiš tudi z dilatorjem iz nerjavečega jekla. Dilatorji pridejo v različnih dolžinah in debelinah. Najlažje je, če za začetek kupiš tak paket, kjer noter dobiš različne velikosti, da začneš z najmanjšo in potem počasi stopnjuješ.
Eni dilatorji so gladki, eni imajo teksture, eni so votli, drugi ne, eni celo vibrirajo ali pa prevajajo električni tok. Skratka, za vsakogar se nekaj najde. Ko začneš, raj izber čim bolj enostaven čepek s čim manj teksturami in šele kasneje začni eksperimentirati z ostalimi oblikami. Pa še to, vrh dilatorja mora biti vedno razširjen, da preprečiš zdrs čepka v sečnico. Sondiranje je torej precej intenzivna spolna praksa, za katero moraš imeti veliko znanja. Ampak, če se tega lotiš previdno, lahko občutiš neverjetne užitke, za katere sploh nisi vedel, da obstajajo. Če imaš glede tega ali pa česa drugega še kakšno vprašanje, nas lahko tudi pokličeš ali pa nam pišeš na naš e-mail. Vse omenjene izdelke pa lahko najdeš v naši spletni trgovini Svet užitka in v naših trgovinah v Ljubljani in Kranju. Ne pozabi nas tudi spremljati na Instagramu, YouTube, Facebooku in TikToku, da ne zamudiš vseh novosti in popustov. In to je za danes vse. Hvala za pozornost in se vidimo naslednjič. Čau!